Hopla pa smo nazaj v zadnjem delu današnje oddaje, ta veseli dan. Z mano je tako kot vsak četrtek Janin Klemenčič, svetovni popotnik. Živijo. Pozdravljen. Kam greva danes? Danes greva na jug Afrike. Ja? Pa ne ravno samo v Južno Afriko, ampak še par držav tam naokrog. Ne vem, če boš na pamet vedel, ali pa ti boš, gledalci ne bojo. Ja. Najprej greva v Južno Afriko, potem v Namibijo, potem v Zimbabve, potem pa še v Botsvano. A slučajno veš, kateri dve državi sta na zadnjem mestu po abecedi na svetu? Ne vem. Kar se tiče te geografije, sem res švoh. Povej mi ti. No, ena je Zambija, druga je pa Zimbabve. Tako da zdaj veš. Ok. Kdaj si šel? Tako, prvi sem bil v teh krajih že pred davnimi leti, ko še nisem imel videokamere, nažalost, ker bi se marsikaj imenitnega dalo posneti takrat. In takrat sem pravzaprav iz Grčije priletel v Nairobi, potem pa celo pot dol do Zimbabveja, pa do Viktorijinih slapov. Od tam pa skozi precejšnji del Zimbabveja do Harareja. Tam sem se pa dogovoril z enimi avtoprevozniki oziroma kamionarji, da me bojo peljali skozi Mozambik. Ampak to je bilo, se pravim, že pred letom 90, leta 86 je bilo to. In takrat je bila konferenca neuvrščenih, nesvrstani v Harareju. No, jaz sem pa hotel skozi Mozambik, pa skozi Malawi nazaj gor na sever. V Mozambiku je bila pa še vojna takrat. In zdaj je bila stvar taka, da si lahko dobil vizum za obe te dve državi, ampak ker je bila v Mozambiku vojna, se ni dalo kar tako potovati. Avtobusov sploh ni bilo, kamioni so bili in še tisti so se bali sami potovati, ker bi jih napadli pač, pirati, cestni in tako dalje. Zato so še vedno v konvojih in vedno so imeli vojsko sabo, ali pa kakšne oborožene ljudi pač. In kljub temu so vsakokrat napadli vse te konvoje. Ampak tisti, ki so napadali, jih je bilo samo nekaj, tako da je bila velika verjetnost, več kot 90%, da bo živ ostal. Ko sem rekel, da bomo tvegali, pa bomo videli, kaj bo ratal. Na kar se je zapletlo s tistimi vizumi nesrečnimi. Pekli so me na laganoj vatri, kot se reče lepo po slovensko, cel teden. Vsak dan sem pa šel vprašati, a že viza? Ja, ne, še ni, priti jutr. Na kar nazadnje v petek so rekli, da bo mogoče v ponedeljek, ampak pej ti do ambasadorja. Grem do ambasadorja. On je pa rekel, tako je bilo še Jugoslavija, to je bilo 4 leta pred osamosvojitvijo, 5 let. In je rekel, da je taka sumljiva država Jugoslavija, da morajo oni globoko zdaj razmišljati, da bi me en dal ali ne. In še niso domislili, pa tudi vprašanje, če bo v naslednjem tednu ali pa mesecu se odločili, da bi me spustili noter ali ne. Zdaj pa on kamionar, sem se jaz z njim zmenil, že vse, koliko mu bom plačal in tako naprej, pa že odhajal, tako da sploh nisem vedel, je še tukaj ali bom z naslednjim konvojem že šel. Pa sem pa rekel, naj gre nekam, bomo šli tja kdaj drugič. Na kar se je začel pa lov za letalsko karto, ker da bi šel pa po isti poti nazaj, bi bila pa malo kruta. In skratka, nekako sem se predstavil za študenta, čeprav takrat, mislim, da sem formalno še bil študent, In mi je nekako uspelo pritelovaditi nekakšno karto, ki je bila polovico cenejša kot normalna, ampak to je dolga zgodba. No, zdaj bo...